Šalom in dobrodošli nazaj v Izrael Zalino. Danes smo v puščavi Negev in že od svetopisemskih časov je to pusto območje. Videl si lahko le kamenje in pesek, kamor ti je segel pogled. In edini, ki so prekinjali ta molk, so bile puščavske karavane. Danes bomo skupaj odkrivali Memfis, izgubljeno mesto v puščavi, mesto Nabatejcev in raziskali njegove povezave z Biblijo in Jezusom. Torej, če ste pripravljeni, začnimo. Stare karavane so lahko prepotovale stotine kilometrov skozi puščavo, včasih celo na tisoče kilometrov. In to so lahko storili, ker so s seboj nosili ogromno količino izdelkov za prodajo. A hkrati so druge osebe, ki so poskušale prepotovati veliko krajše razdalje, pogosto umrle v puščavi. Niso se mogle niti približati spretnostim teh karavan. Kdo so bili oni? Bili so starodavni Nabatejci, ljudstvo specializirano za življenje v puščavi, ki jim je uspelo narediti tisto, kar je bilo za druge nemogoče. Toda, kakšna je skrivnost Nabatejcev? Znali so najti vodo v puščavi. In zato so lahko prepotovali zelo dolge razdalje. Tako so uspeli ustvariti ogromne trgovske poti, ki so prihajale z juga Arabije in vodile vse do puščave na območju današnje Jordanije. In tam so imeli svojo veliko prestolnico, mesto Petra. In od tam so karavane potovale proti puščavi Negev, kjer smo mi. In potovali so, dokler niso prispeli do obale Sredozemskega morja, do velikih pristanišč, kot je pristanišče v Gazi. In tam so lahko te izjemno drage dobrine izvažali v starodavni klasični svet, kot sta bila Grčija in Rim. In danes bomo skupaj sledili delu kadilne poti in spoznali resnično zgodovino Nabatejcev. Zato vas zdaj vabim, da vstopite z mano v Memfis. Mašit. Mednarodna trgovina ni nič sodobnega, kar bi nastalo šele v današnjem času. Prav nasprotno. Če se vrnemo v najstarejše obdobje kananske dežele in celotnega Bližnjega vzhoda, vidimo veliko mednarodno trgovino, ki je cvetela. Najdražji in najbolj luksuzni izdelki. Iz vsakega naroda so se prodajali drugim narodom. Težava je bila, da je bilo med mnogimi od teh držav ogromno puščav. In bilo je treba to prepeljati z ene točke na drugo. Lahko vidimo enega izmed prvih svetopisemskih odlomkov. V prvi Mojzesovi knjigi, poglavje 37, pripoved o eni od teh karavan. Ko je Jožef prišel do svojih bratov, so mu slekli tuniko, dolgo tuniko z dolgimi rokavi, ki jo je nosil, in ga vrgli v vodnjak. Vodnjak je bil prazen, brez vode. Nato so sedli, da bi jedli. Ko so dvignili oči, so zagledali karavano Izmaelcev, ki je prihajala iz Galaada. Njihove kamele so nosile začimbe, balzam in miro, ki so jih peljali v Egipt. Tedaj je Juda rekel svojim bratom: kaj bomo pridobili, če ubijemo svojega brata in potem prikrijemo njegovo smrt? Pridite, prodajmo ga Izmaelcem. Ne storimo mu nič hudega, saj je naš brat, je naše krvi. Njegovi bratje so se strinjali.
In ko so mimo prišli midjanski trgovci, so Jožefovi bratje vzeli Jožefa iz vodnjaka in ga prodali Izmaelcem za 20 srebrnikov. In Izmaelci so Jožefa odpeljali v Egipt. Poglejte, karavana, ki je kupila Jožefa, je prevažala najbolj razkošno blago in najdražje blago starega sveta. Imeli so s seboj balzam iz Galada, kadilo iz olibana, miro, skratka vse, kar je bilo drago in dragoceno. Lahko so prevažali tudi zlato, srebro, dragulje. Ker preproste stvari vsakdanjega življenja, vsako mesto je proizvajalo svoje. Hočem reči, keramični pripomočki in preproste stvari niso bile vredne stroškov prevoza. Ampak luksuzne stvari, da, izvoz je bil samo luksuznih izdelkov. In potem je ta karavana, ki je kupila Jožefa, odpeljala njega v Egipt. In poglejte, kako je to pomembno. Saj vemo, kaj se mu je zgodilo v Egiptu. Kasneje postane guverner. In to odpre vrata, da njegovi bratje pridejo v Egipt. In potem je bilo njegovo potomstvo zasužnjeno. Potem Bog z močno roko osvobodi ljudstvo. Razdelitev Rdečega morja. Vse to se je zgodilo samo zaradi tiste karavane, ki ga je pripeljala sem iz kananske dežele. Smo tukaj blizu Beršebe, mesta očakov. To je bilo mogoče, ker je bil prepeljan iz Kanaana v egiptovsko deželo. In Jožef, če bi poskušal prečkati vse te puščave sam peš, verjetno ne bi preživel. Tako je ta karavana na nek način pomagala pri izpolnitvi svetopisemske zgodbe. In opazite še nekaj v tem odlomku. To je bila karavana Izmaelcev. Izmaelci so potomci Izmaela, prav tako potomci Abrahama. In kdo je potomec Izmaelitov? So Nabatejci. Prav v mestu, kjer smo zdaj. Nabatejska kultura izvira iz Izmaelcev. Tako lahko vidimo svetopisemske povezave tega kraja s svetopisemskimi odlomki iz prve Mojzesove knjige. In tudi videli bomo, da res obstaja povezava celo med temi karavanami in zgodbo o Jezusu. Ampak zdaj res želim vstopiti v mesto, da vam ga pokažem, ker je to res fantastičen kraj. Res neverjetno. Kar jim je tukaj uspelo narediti v puščavi? Gremo! Nabatejci so bili nomadsko ljudstvo. Živeli so v šotorih, v puščavi. In vsakih nekaj dni, tednov ali mesecev so se selili. To je bilo včasih zaradi iskanja vode, zaradi paše ali zaradi trgovskih razlogov, ampak bili so v stalnem gibanju. Ampak kako je mogoče, da vam pripovedujem o nomadskem ljudstvu, ki je živelo v šotorih? Medtem ko smo mi tukaj v velikem kamnitem mestu. Gre za naslednje. Nabatejci so se združili in ustvarili veliko kraljestvo. In največji vir dohodka Nabatejskega kraljestva so bile njihove trgovske karavane. Ampak zdaj si predstavljate skupaj z mano. Karavane, ki potujejo sredi puščave. Prevažajo luksuzne, zelo drage izdelke. Kaj je to privlačilo? Tatove in roparje. In zato je Nabatejsko kraljestvo, da bi zaščitilo svoj vir dohodka, ob teh trgovskih poteh ustvarjajo zaščitne postojanke. In zato je bila prva točka, ki so jo zgradili tukaj v Mamčitu, je bil zaščitni stolp, ki je prav tukaj. Vzpenjamo se na opazovalni stolp Nabatejcev.
In zdaj, ko smo prispeli na vrh, poglejte, kakšen spektakularen razgled. Zelo dobro lahko vidimo arheološka izkopavanja tega kraja. In pred 2 tisočletjema so nabatejci uporabljali to točko, da so lahko videli na velike razdalje in nadzorovali svoje trgovske poti. Ta pot je bila znana kot kadilna pot. Ker kot smo že omenili, so bili nekateri izmed glavnih izdelkov, s katerimi so tukaj trgovali, različne vrste kadila. Mira je ena vrsta kadila, oliban je druga. In tudi balzam iz Gileada so večinoma uporabljali kot kadilo. Ta kraj, ki je začel kot stražni stolp, kraj za zaščito kadilne poti, ki je potekala tukaj mimo, se je hitro spremenil v nekaj veliko več. Spremenil se je v varno zatočišče za vse popotnike s storitvami zanje. Tukaj so dobili prenočišče, lahko so kupili hrano, pijačo in prav tako je bilo prenočišče za živali. Obstajala je nekakšna parkirišča za kamele. Takoj spodaj, tik ob vznožju hriba. In tako začnejo uporabljati ta kraj, da si resnično odpočijejo in naberejo moči, da bi nadaljevali svojo pot. Poglejte, kako dobro je ohranjen ta kraj. A razumete, kaj je to? To je le kakšen mlin za pšenico. Lahko pridete bližje. Če pogledate zgornji del, izgleda kot lijak. Tukaj so dali pšenico ali ječmen, odvisno od tega, kaj so tisti dan mleli. Vrteli so ta zgornji kamen s pomočjo oslička ali druge živali in trenje kamnov. Je povzročilo, da se je to žito mlelo in spodaj je izhajala moka. Seveda, to ni moka enake kakovosti, kot jo imamo danes. Bela moka. Toda pa je bilo mogoče proizvesti veliko količino moke in posledično tudi veliko količino kruha. Dovolj, da nahranimo vse popotnike tukaj v puščavi. In opazite še nekaj zanimivega tukaj. Vse kamne, ki so okoli nas, to, da vam šič, je narejena iz kamnov, apnenca, tega svetlega kamna. Ker je to kamen, ki sestavlja puščavo Negev. Edini kamen tukaj, ki ni apnenec, je ta tukaj, ta črn kamen. To je bazaltni kamen. Prav iz bazalta so izdelovali mlinske kamne, ker ima kamen, kot lahko vidite, posebno teksturo, kar je pomagalo pri trenju. In to je omogočilo, da se je pšenica lažje mlela. Ampak obstaja ena težava. Nikjer v puščavi Negev ni bazaltnega kamna. Najbližji kraj, kjer so takšni kamni naravno prisotni, je na Golanski planoti. Na drugi strani Izraela v današnjih dneh. To pomeni, da so ti popotniki po puščavi. Verjetno jahali svoje kamele in druge živali, so prinesli te kamne z ogromnih razdalj. To še enkrat dokazuje sposobnost teh karavan. In tako ljudje so lahko imeli svoj vsakdanji kruh. Skozi leta je Memšit rasel in se razvijal. In zato so tudi družine začele tukaj stalno prebivati. In to se odraža v arheoloških izkopavanjih. V mestu so našli več hiš, oziroma bolje rečeno, več dvorcev. Hiše v mestu so imele med 500 in 2000 kvadratnih metrov. To so očitno dvorci, tudi po današnjih standardih. In poglejte, kje smo. Ta hiša je poimenovana guvernerjeva hiša ali palača. Pravzaprav ne vemo, kdo je tukaj živel in ali je bil to guverner mesta. Vendar pa je to res ena najbolj razkošnih hiš, zato je dobila ta vzdevek. In poglejte, koliko sob je tukaj, koliko prostorov je bilo tukaj.
In ona, tako kot večina mesta, je imela 2, že ne celo 3 nadstropja. Res nekaj zelo razkošnega. Strokovnjaki verjamejo tudi, da so bile hiše tako velike, ker je bilo nabatejsko prebivalstvo, ki je bila vajena živeti v šotorih v puščavi. Zato so bili navajeni živeti v zelo velikih prostorih. In to svojo kulturo so prinesli tudi v mesta. Kljub temu je mesto delovalo predvsem kot postaja za popotnike. Ker so v mestu našli 25 hiš, hočem reči, ni ravno veliko, ampak ja, bila je stalna populacija, ki je nudila storitve popotnikom. In zdaj si bomo ogledali malo razkošja nabatejcev. Ena izmed stvari, ki se mi zdi najbolj fascinantna pri sprehajanju po hišah, kot je ta, starih več kot 2000 let, je, da lahko opazimo majhne podrobnosti. Iz vsakdanjega življenja teh ljudi, dobesedno vrezani tukaj v kamen. Naprimer, če pogledamo tukaj, je tukaj luknja, niša, ki je bila narejena v tem kamnu. To tukaj je preprosto. Za privezovanje brvi z živalmi. Ker je bilo vse to območje tukaj kot notranje dvorišče hiše. Torej, če bi slučajno pripeljali oslička, kakšno žival noter, so jo lahko tukaj privezali. In še ena zanimiva stvar. Želim videti, koliko vas lahko ugotovi. Kaj je ta niša? Na prvi pogled se včasih zdi, da je to prostor za malikovanje, prostor za postavljanje podob, vendar ni tako, ker je niša poglobljena. Kaj bi to lahko bilo na notranjem dvorišču hiše? Tukaj je bil prostor za postavitev vrčev z vodo, ker je ta konstrukcija povzročila, da se je temperatura znižala. In tako bi imeli vodo, ne ledeno, ampak hladnejšo vodo tukaj v puščavi. Torej lahko rečemo, da je to nekakšen primitiven hladilnik. Tukaj pri nabatejcih. In zato, tako kot danes, radi pijemo hladno vodo, vodo z ledom, vidimo tudi njihove preference v tistem času. In zdaj nadaljujemo z odkrivanjem življenja nabatejcev. Rekli smo, da so bili nabatejci veliki trgovci z kadilom in začimbami v antičnem svetu. V 1. stoletju, torej v času Jezusa, imeli so monopol nad kadilno potjo. Hočem reči, oni so bili tisti, ki so trgovali z balzamom iz Galada, Miro in Olibanom, ter jih razpošiljali po vsem antičnem svetu, tudi na vzhod in v Perzijo. In zakaj je to pomembno? Ker v Perziji, na vzhodu, ti izdelki niso bili proizvedeni. Torej, če v Svetem pismu beremo zgodbo o modrih, magoje v grščini, v slovenščini jih poznamo kot modre. Poznamo svetopisemsko zgodbo, v kateri modri pridejo z vzhoda. Prinesejo 3 darila. Ne vemo, koliko modrih je bilo, vendar, ker so bila 3 darila, mnogi verjamejo, da so bili 3 modri. Toda ti modri prinesejo zlato, miro in kadilo. In celo nekateri ljudje verjamejo, da zlato ni bilo mineral, ampak da je šlo za balzam iz Galada. Toda, ne glede na to teorijo, druga 2 izdelka, torej kadilo in miro, sta prišla iz oddaljenih južnih dežel in so z njima trgovali po nabatejski poti. To so modreci kupili in prinesli sem, v deželo Izrael. Natančneje v majhno mesto v Judeji, mesto Betlehem. Se pravi, modri imajo dobro zgodovinsko možnost, da so te izdelke kupili pri nabatejcih. To so kupili, da bi to prinesli Jezusu
kot je zapisano v Svetem pismu. Ko se je Jezus rodil v Betlehemu v Judeji, v dneh kralja Heroda, so prišli modri z vzhoda v Jeruzalem in spraševali: Kje je novorojeni kralj Judov? Kajti na vzhodu smo videli njegovo zvezdo in smo prišli, da se mu poklonimo. Ko so slišali kralja, so modri odšli. In glej, zvezda, ki so jo videli na vzhodu, jih je vodila naprej. Dokler niso prišli, se je ustavila nad krajem, kjer je bil deček. Ko so zagledali zvezdo, so se zelo in silno razveselili. Ko so vstopili v hišo, so zagledali dečka z Marijo, njegovo materjo, in so padli na kolena ter ga počastili. In ko so odprli svoje zaklade, so mu darovali svoje darove: zlato, kadilo in miro. Magi so izbrali prav te 3 darove. Najprej zato, ker so veljali za nekaj luksuznega. Vredno, da se to podari Jezusu, ampak tudi zato, ker je imel vsak od njih svoj simbolni pomen. Ampak meni je čudovito, kako se tukaj na kadilni poti zgodovina, arheologija in Biblija povezujejo. Zdaj vstopamo v čudovito nabatejsko hišo iz rimskega obdobja. Imenuje se Nabatojeva hiša. In bila je tudi zelo razkošna. Ampak tisto, kar vam želim pokazati, je prav ta del hiše, ki je bil neke vrste hlev. In tukaj ob strani vidimo originalne jasli iz tistega časa. Jasli so bile kraj, kamor so postavili hrano za živali. In Jezus je bil položen v jasli, ko se je rodil. Zato nas lahko ta kraj tudi spominja na rojstvo Jezusa, preden je prejel darila modrih. Veliko govorimo o nabatejcih, vendar ne govorimo o tem, v kaj so verjeli. Bili so politeisti. Verjeli so v veliko bogov. Toda njihov panteon je bil drugačen od kananskega panteona. Nabatejci so verjeli v bogove, ki izvirajo iz arabskega polotoka, kar je povsem smiselno, če so izvirali iz arabskih plemen, če imajo neposredno povezavo z Izmaeliti. In zato so nabatejci verjeli v bogove, kot sta Dušara in Alat, ki sta bila zelo čaščena bogova v predislamski Arabiji, predvsem v Meki in celo znotraj Kabe. Torej si predstavljate, da je bilo celo to mesto pogansko. Vendar so tukaj pri arheoloških izkopavanjih našli nekaj zelo nenavadnega in rada bi vam to pokazala. To najdbo, ki popolnoma spreminja naše dojemanje o nabatejcih. Shranjena je tukaj noter. Poglejte, nekaj nenavadnega je na tem mestu. Vse slike, te podobe upodabljajo grško-rimske bogove in like. Na primer, ti 2 krilati osebi. Vidimo, da ima eden izmed njih celo ime, Eros, ki je kupit, ki je pogosto povezan z ljubeznijo ali poželenjem. In poleg njega Psiha, ki bi bila kot poosebitev duše. Ampak zakaj tukaj vidimo grško-rimske stvari? Kajti leta 106 je Rimsko cesarstvo osvojilo Nabatejsko cesarstvo in Nabatejce vključilo vase. Tako se začne tudi kultura prenašati z ene strani na drugo. In vidimo, da so Nabatejci začeli častiti grško-rimske bogove, kot tukaj na tem mestu.
Poglejte, kaj je to za kraj. Zdaj smo v eni najstarejših cerkva v vsej sveti deželi. Da, to mesto, ki je bilo prvotno pogansko, posvečeno nabatejskim bogovom, kasneje pa so tam častili tudi grške bogove. Nenadoma, sredi vsega tega poganstva, tukaj najdemo cerkve in jasno povem cerkve. V množini. Ker so jih v mestu našli več kot eno. Ta cerkev, v kateri smo zdaj, se posebej imenuje cerkev Nilosa. In poleg zgradb je bilo tukaj tudi velik krščanski samostan. Ampak, kako je mogoče, da se je to zgodilo? V 1. stoletju, s prihodom Jezusa, se rodi krščanstvo. Vendar je bilo krščanstvo v svojih prvih 300 letih prepovedana in preganjana religija strani Rimskega imperija. A vse se spremeni leta 324 z cesarjem Konstantinom. On je bil tisti, ki je končal s preganjanji. In nato je spremenil krščanstvo v uradno vero Rima. In to odpre vrata vere v Jezusa vsem, ki so si to želeli. In nekateri izmed prvih, ki so sprejeli to vero, so bili prav nabatejci. Še v 4. stoletju se velik del nabatejskih mest spreobrne. Med njimi tudi tukaj Mamčit. In zato lahko vidimo spremembo vere teh ljudi. Ti ljudje nato, ki sprejmejo Jezusa, ki se spreobrnejo, in to lahko tukaj zelo dobro vidimo skozi arheologijo. Zgodovina kadilne poti nabatejcev in Mamčita se na različnih točkah povezuje z Biblijo. Ampak na koncu vidimo, kako se to mesto, ki se je začelo z očitnim poganstvom, spreobrnilo in se končalo kot veliko krščansko mesto. In tako so nadaljevali vse do 7. stoletja, ko je tudi to mesto še enkrat izginilo z zemljevida. Toda pa so v 19. stoletju arheologi prišli sem in ponovno odkrili to zaklad v puščavi. Upam, da vam je bil današnji video všeč in da ste uživali v tej nekoliko drugačni zgodbi. Če vam je bilo všeč, pustite všeček in se vidimo naslednjič.